Lepo pozdravljeni. Jaz sem zdravnica družinske medicine, delam v zdravstvenem domu Zagorje ob Savi in se mi zdi zelo dobra iztočnica, kar je dr. Prosen povedal. In sicer, da mislim, da je lahko dober javni zdravstveni sistem vzdržen dolgoročno, če ima dobre temelje, v smislu, da ima dober in močen primarni nivo. Dejstvo je, da tako, kot je tudi dr. Prosen omenil, da v bistvu mi krpamo sistem. To krpanje izgleda tako, da v bistvu enega človeka prestavimo v neko drugo okolje, na neko drugo delovno mesto in pol tam, ki bi on v osnovi delal, je spet neka luknja, in s tem se ne da kaj dobro rešiti. Tako da v bistvu mi smo dejansko na primarnem nivoju bili, ne da bi delali samo v svoji ambulanti in skrbeli za v bistvu naše paciente v času epidemije, ampak so nas razporejali na druga delovna mesta. Naša osnovna ambulanta je ostala prazna in v bistvu iz tega gledišča je lahko dejansko bil problem dostopa do svojega osebnega izbranega zdravnika. Se pravi, razporejali so nas ali pa nas še vedno v COVID ambulante, v krpanje dežurstev nujne medicinske pomoči, v jemanje brisov, v cepljenje. Recimo, zdaj naslednji teden se je Ministrstvo za zdravje odločilo, da bomo mi cepili vsak dan, od jutra do večera, in moramo tudi organizirati nočno cepljenje. Dejansko je to še ena stvar, ki nas bojo pač vrgli spet na neko delovno mesto, ki ni naše osnovno. Močno podpiramo cepljenje in dostopnost cepljenja, ampak dejstvo je, da je v Sloveniji, kdor se želi cepiti, se je že lahko cepil v zelo številnih terminih in v osnovnem mestu, kjer živi, in po drugih krajih. Ampak to je zdaj pač spet neka akcija. In nas bojo spet nekam metali in naša v bistvu osnovno delo, se pravi delo v ambulanti družinske medicine, bo na ta račun trpelo. Dejstvo pa je, da v bistvu, če imamo mi številčno toliko pacientov, da jih lahko ustrezno in dobro zdravimo, se bo to poznalo tudi na drugih nivojih zdravstva v Sloveniji. Tako da to bi bil en vidik, ki bi ga izpostavila. Drug se mi zdi pa ta, da ko predstavljajo te plače, ki so bile že omenjene, se vedno ne omenja to, koliko dela je bilo za to plačo narejenega, in v bistvu bi mogli gledati iz tega, kaj je naše osnovno delo. Ne samo, da je v bistvu to neka nagrada, ampak dejansko si to plačo zaslužimo z delom. In te ekscesno velike plače je treba vedno pogledati, kaj se tam noter skriva. Tako da si tudi jaz želim, tako kot dr. Prosen, neko vzdržen, dolgoročen javni zdravstveni sistem, ki bi dejansko mogel temeljiti na močnem primarnem nivoju, se pravi, da v bistvu smo mi dostopni in da imamo dosti časa za vsakega pacienta, da ga lahko se pogovorimo z njim, pregledamo in ustrezno zdravimo. Zdaj, kar se je zgodilo, je ogromno ljudi si je v tem času uredili, ker niso dobili svojih v bistvu stvari, ki jih potrebujejo ali pa bi si jih želeli, so si naredili neka privatna zavarovanja, kjer jih gleda nek vzporeden sistem. To je zelo na ljubljanskem koncu popularno oziroma tudi v širšem. In potem ljudje s temi izvidi pridejo do nas in rečejo, napišite mi to pa to pa to. In včasih se mi zdi, da pač sem sama administrator za neko drugo privatno zavarovalnico. To se je izkazalo zdaj sploh še zdaj v tem času epidemije. Tako da si res močno želim javnega, dobro dostopnega zdravstva za vse. Hvala.